Kaj so dinamike moči v odnosih? Kaj to sploh pomeni? Kako lahko v bistvu začnemo vnašati več nekega zavedanja v to, kako uporabljamo svojo moč? In iz kje sploh te dinamike moči izhajajo? Z kje sploh se je to vzelo vse skupaj? Za obrazložitev teh dinamik lahko pogledamo v bistvu naše možgane in v te naše osnovne vedenjske odzive, ki pa nekako slišijo na ime fight, flight, freeze. Verjetno ste za to že slišali, za te tri odzive, se pravi boj, beg in zamrznitev. To so v bistvu tri osnovni mehanizmi, ki so nekako zakodirani v naših možganih, tri osnovni preživetveni mehanizmi. In ko se nam pač te mehanizmi aktivirajo ob določenih dražljajih, se potem na ta način odzovemo. In te mehanizmi v bistvu so po eni strani zelo uporabni, seveda, če se mi nahajamo v nekem naravnem okolju, recimo smo v nekem gozdu, v nekem okolju, kjer na nas prežijo potencialne nevarnosti, nas lahko mogoče napade neka žival, nek medved, pač se pravi, so neke take ogrožajoče situacije. In nam takrat te mehanizmi v bistvu instinktivno pomagajo, da se mi odzovemo in da se ohranimo pri življenju. Se pravi, gre za preživetvene mehanizme. In tle se mi zdi fajn, da začenjamo v bistvu vnašati zavedanje v te mehanizme, kdaj se aktivirajo, kako se aktivirajo in pa v katerih konstelacijah odnosov se te mehanizmi aktivirajo pri nas. Še posebej se mi zdijo taki zanimivi primeri, ko si ti nekje v nekem totalno, popolnoma varnem okolju, naprimer doma ali pa v nekem nedeljskem kosilu in neka oseba nekaj reče in to v bistvu ta beseda, ta besedna zveza sproži eno verigo nekih čustvenih reakcij oziroma vklopijo se te mehanizmi tega boja. In čutimo mogoče aktivacijo adrenalina, kortizola, srce nam začne ful utripati močno. Se pravi, kaj se je zgodilo? Aktiviral se je recimo ta mehanizem za nek boj. In če tega zavedanja nimamo, bomo takrat direkt šli recimo totalen fight, totalen boj s to neko osebo. Medtem ko se pa nahajamo, mogoče jemo neko kosilo ali pa smo nekje doma v nekem popolnoma varnem okolju in se bo ta mehanizem v nas sprožil in bomo šli v totalno intenzivno čustveno reakcijo. Ali pa se bo zgodil nek podoben trigger ali pa nek drugačen trigger in bomo totalno zamrznjeni. To je tudi zanimivo opazovati. Kdaj grem, v katerih situacijah grem, v katerih odnosih se mi sproži kateri od teh mehanizmov. Mogoče v neki tretji oziroma četrti situaciji se mi bo pa sprožil ta mehanizem za beg in se bom odmaknil. Se pravi, tukaj si lahko pomagate z eno preprosto vajo ali pa opažanjem in pogledate, kako se vi odzivate v nekih konfliktnih situacijah ali pa nekih intenzivnejših situacijah. Kaj je vaš predominanten vzorec delovanja, mogoče v odnosu do partnerja, partnerke? Kaj naredite, ko se zgodi nek konflikt? Ali se sfajtate na polno, ali zmrznete, ali se odmaknete, ali zbežite? Kaj se zgodi, ko stopite v nek konflikt, mogoče, z očetom, z mamo? Mogoče se tam podredite. Kaj se zgodi, ko ste na delovnem mestu? V odnosu do šefa. Ali se tam greste fajtat, ali zmrznete, ali se odmaknete. V odnosu do otrok. Mogoče se v nekaterih odnosih, recimo v službi, se skozi podrejate, potem se pa v odnosu do otrok greste v to nadmoč. Nadvladovanje, poskus nadvladovanja. Se pravi, tle imamo potem te tri osnovne odzive, ko skušam drugega potem nadvladati, se borim jaz za svoj prav, ali se potem podredim ali pa zmrznem. In to je zelo zanimivo, se mi zdi, opazovati v vaših osebnih in poslovnih odnosih. Kateri mehanizem se sproži. In spet, ni zdaj poanta, da bi bilo karkoli s tem narobe ali pa da bi se mogli zdaj bičati zaradi tega, ker se te mehanizmi sprožajo, ampak samo zato, da začenjate v to vnašati zavedanje, da rečeš, wow, le vidiš, ko se pa s fotrom, ko se pa nekaj tle zgodi, pa vedno grem v ta fight, vedno povzdignem glas, vedno se, hočem nadvladati. Ali pa do otroka. Vidiš, ko sem pa, v službi, čim Jun kaj reče, sam zmrznem. Ali pa v odnosu do enega,
prijatelja ali pa v neki, ne vem, v odnosu na neki zabavi, recimo, zmrznem ali pa se odmaknem. Tako se lahko mogoče s tem malo igrate in vnašate več zavedanja. In tukaj je povabilo potem skozi to nenasilno komunikacijo se pa skušamo učiti te četrte modalitete, vnašanje te radovednosti, kako smo lahko bolj radovedni. Ne da je tle zdaj karkoli narobe, še enkrat s temi mehanizmi, in kako sem lahko bolj radovedni in se rečem, wow, leto. Ona mi je to rekla, ne, partnerka mi je nekaj rekla in meni se sam tle zdaj, se pravi, ona neko besedno zvezo je rekla, ne. Človeško bitje je izrazilo neko besedno zvezo in v meni to sproži eno tako gromozansko čustveno reakcijo, čisto odštekano. Da vnašam zavedanje v to in da sem radoveden. Sem radoveden, wow, kaj za Boga se v meni dogaja? Kaj se dogaja v mojem telesu? Kako to vpliva na mojo percepcijo? Se mi zdi lahko tako zelo zanimivo raziskovanje. Ta radovednost, odpiranje novemu, biti radoveden, biti zvedav in se naučiti mogoče kaj več o sebi in o svojih teh podzavestnih odzivih.